Tako, na vrsti je drugi del gibanja, vzetega iz fizike oziroma uporabnega za fiziko v 9. razredu. Pogledali si bomo, kako izpeljemo obrazec za izračunanje poti, ki nam bo potem zelo koristil v nadaljevanju. To je graf hitrosti odvisnosti od časa. Vidimo, da je začetna hitrost tukaj ni nič, ampak že ima neko vrednost. Ampak ne glede na to, pa še vedno velja to, kar smo povedali, da je ploščina pod grafom hitrosti odvisnosti od časa vedno enaka opravljeni poti. V tem primeru imamo zdaj nek čuden lik, ki ga pa lahko razdelimo na dva dela. Spodnji del bomo označili izpod 1, je pravokotnik, zgornji pa je pravokotni trikotnik. In če želimo izračunati skupno pot S, je ta enaka seštevku obeh delov. S1 lahko izračunamo zelo enostavno. To je pravokotnik, ena stranica je enaka začetni hitrosti, to je tole, druga pa času. Torej, to je kar V začetna krat čas. S2 pa je pravokotni trikotnik in ploščina pravokotnega trikotnika je ena stranica krat druga stranica polovic, se pravi, da je to sprememba hitrosti krat čas polomljeno z 2. Vemo že, da je pospešek enak spremembi hitrosti s časom, iz česar lahko izrazimo spremembo hitrosti. Če še ne gre, si lahko pomagamo z številkami. 3 je 6 deljeno z 2, torej je 6 3 krat 2, torej je sprememba hitrosti enaka A krat T. In to vstavimo v obrazec. Torej A krat T polovic in je to AT kvadrat polovic. Torej je skupna pot enaka V začetna krat čas plus AT kvadrat polovic. To je obrazec, ki nam bo prišel, ki nam bo koristil vedno. Ne glede na to, kakšno gibanje imamo. Recimo, če imamo gibanje, ki je enakomerno, torej takšno, kjer je pospešek enak nič. V tem primeru lahko iz obrazca enostavno črtamo drugi del. Kajti, če je pospešek nič, potem je vse to nič in dejansko tega dela ne rabimo. Obrazec za pot je potem samo S je V začetna krat čas. Druga možnost pa je, da vzamemo, da je hitrost, da je začetna hitrost enaka nič. Če je začetna hitrost nič, to pomeni telo se začne gibati, telo spelje, telo starta. V tem primeru je to nič in je potem cel ta člen nič, ga lahko iz obrazca črtamo in dobimo S je AT kvadrat polovic. No, primer, ko je V začetna nič, je tudi prosti pad. Mogoče je čas, da si na tem mestu pogledamo nekaj več o prostem padu. To je posebna vrsta enakomerno pospešenega gibanja, ki pa ne pomeni nekaj množice novih obrazcev, ampak bomo lahko izkoristili kar ta S je V začetna krat čas plus AT kvadrat polovic. S tem, da ker vemo, da je V začetna nič, je to kar obrazec S je AT kvadrat polovic. Pri prostem padu moramo upoštevati nekaj stvari. Namesto poti S napišemo, da je to H, ker gre za prosti pad, kjer je gibanje v navpični smeri. Potem pospešek A je pri prostem padu vedno enak G-ju, gravitacijskemu pospešku. Ta meri 10 metrov na kvadratno sekundo. In iz tega lahko takoj dobimo, da je pot S AT kvadrat polovic, oziroma če spremenimo za naš primer, dobimo, da je H enako GT kvadrat polovic.
In to je obrazec za prosti pad. Iz tega bi lahko izračunali, kako daleč pade nek predmet v 3-2 sekundah. Zelo pomembno je, da znamo iz tega obrazca izračunati tudi čas. Za primer, ko imaš recimo nalogo iz višine 200 metrov spustimo kamen, koliko časa pade. Najprej pomnožimo obe strani enačbe za 2 in dobimo. Potem pa lahko iz tega dobimo ven še t kvadrat, ki je enako 2h omnoženo z g, oziroma t je koren iz 2h omnoženo z g. Tako. To je naš obrazec za čas. Včasih bo še vprašanje, koliko je končna hitrost. Tukaj uporabimo obrazec A je sprememba hitrosti s časom, kot definicija pospeška. Sprememba hitrosti je končna minus začetna omnoženo s t, ampak v tem primeru je začetna 0, zato tega dela ni. Nam ostane obrazec, namesto A seveda lahko pri prostem padu vstavimo G, torej G je v končna omnoženo s t. Zopet si lahko pomagamo z številkami, 3 je 6 omnoženo z 2 in iz tega dobimo, končna hitrost je G krat T. To je vse, kar potrebujemo pri prostem padu. Ostala nam je samo še ena stvar, to je drugi Newtonov zakon. V 8. razredu smo se srečali s prvim in tretjim. Prvi je tudi zakon o ravnovesju sil in tretji zakon o vzajemnem učinku, to pa je drugi. Drugi Newtonov zakon povezuje med seboj silo, maso in pospešek. Najlažje si drugi Newtonov zakon zapomnimo tako. Spomnimo se na avtomobilček, ki je najmanjši, ki se kdaj vozil po Sloveniji, to je fičko. Fičo je mali avto. To je zelo pomemben zakon. Govori namreč o tem, da sta sila in pospešek premo sorazmerni količini. Če bi to narisali v grafu, imamo silo in pospešek premo sorazmerni količini. Pri tem je pomembno povedati, da je ta sila, ki je v obrazcu Fm krat A nastopa, da je ta sila rezultanta. Recimo, če imamo telo, ki ga vleče nekdo s silo 400 newtonov, v drugo smer pa deluje trenje 100 newtonov, potem bo v tem primeru rezultanta F 300 newtonov. In iz tega ven potem lahko dobimo tudi, s kakšnim pospeškom se telo giblje. Recimo, če vemo, da je masa telesa 6 kilogramov in torej sila 300 newtonov, potem lahko iz tega obrazca Fm krat A izrazimo pospešek. Zopet si lahko pomahnemo z lažjimi številkami. 6 je 3 krat 2, torej dobimo, da je pospešek enak sila vlomljeno za masa. Sila je 300 newtonov, masa je 6 kilogramov in pospešek 300 deljeno 6 je 50, enota za pospešek pa je meter na kvadratno sekundo. Dobro, te enote lahko tudi vedno znova izračunamo. Mi namreč vemo, da je Newton kilogram krat meter na kvadratno sekundo. To dobimo tudi iz tega obrazca Fičo je mali avto, enota za maso je kilogram, enota za pospešek meter na kvadratni sekundo. In zdaj, če Newton delimo z kilogramom, je torej to kilogram krat meter na kvadratno sekundo omnoženo z kilogramom, se kilogrami okrajšajo in ostane meter na kvadratno sekundo. Lahko si pa enostavno pomagamo s tem, če smo vse vstavili v osnovnih enotah, bomo tudi za rezultat dobili osnovno enoto. Zdaj imamo vse obrazce, ki jih potrebujemo za gibanje.
Prvi je ta. S je v začetna krat čas plus AT kvadrat polovic. Drugo. A je sprememba hitrosti s časom. Vemo, da je sprememba hitrosti končna minus v začetna. In drugi Newtonov zakon, fičo je mali avto. To so obrazci, katerim se bomo vračali vedno znova. In vse naloge, ki jih bomo reševali s pomočjo teh obrazcev. No, pa poglejmo zdaj kar prvo nalogo. Izpišemo podatek. Hitrost je 72 km/h. Ker ta hitrost ni v osnovni enoti, jo spremenimo. Kako že to naredimo? Delimo s 3,6, ker pretvarjamo manjšo enoto. In 72 deljeno s 3,6 je 20 metrov na sekundo. Rekli smo, da bomo vedno startali z srednjega obrazca. S je v začetna krat čas plus AT kvadrat polovic. Avto vozi z enako hitrostjo, torej je to primer enakomernega gibanja, nimamo nič pospeška. In zato velja obrazec samo S je v krat T. Pač V je ves čas ista, to je teh naših 20 metrov na sekundo. Iz tega izrazimo ven čas T. Če ne vemo, kako, si zopet napišemo majhne številke. In 2 je 6 deljeno s 3, torej je to S deljeno z V. Kot fiziki rajši pišemo ulomljeno kot deljeno. Pomeni pa isto. Se pravi, S ulomljeno z V. Okrajšamo na ničlo, ostane 25, zdaj pa česa. Tukaj imamo meter ulomljeno z meter na sekundo. To je isto kot meter deljeno z meter na sekundo, kar je isto kot meter enin krat sekunda ulomljeno za meter. Pač deljenje je množenje z obratno vrednostjo. Se meter okrajša, nastane sekunda. Oziroma, če smo vstavili hitrost in pot v osnovnih enotah, potem dobimo osnovno enoto. 25 sekund. Kolikšno pot bi v tem času prevozil motorist, ki se začne gibati s pospeškom 2 metra na kvadratno sekundo? Se pravi, imamo nalogo, kjer je pospešek 2 metra na kvadratno sekundo. Vemo tudi, da je čas 25 sekund. Zanima nas, kolikšno pot opravi v tem času. Tudi tukaj startamo z obrazcem S je v začetna krat čas plus AT kvadrat polovic. Ker se on začne gibati, to pomeni, da je začetna nič, tega dela ni. In imamo S je AT kvadrat polovic, v tem primeru 2 metra na kvadratno sekundo, krat 25 sekund na kvadrat, ulomljeno z 2. To je zdaj dvojke se okrajšajo, 25 na kvadrat je 625, sekunde kvadrat se krajšajo in je 625 metrov. S pospeškom 2 metra na kvadratno sekundo se giblje 5 sekund. Tako. In iz tega moramo sedaj izračunati, narisati graf hitrosti v odvisnosti od časa. Če hočemo narisati graf, si narišemo tabelico. Vstavimo čas v sekundah in gledali bomo, kaj se dogaja s hitrostjo. Hitrost bo v metrih na sekundo. Čas začnemo pri 0 sekund, nadaljujemo 1, 2, 3, 4 sekunde recimo in 5 do 5 sekund. Pri 0 vemo, da je bila hitrost 5 metrov na sekundo. Potem pa se giblje s pospeškom 2 metra na kvadratno sekundo. To pomeni, da se vsako sekundo hitrost poveča za 2 metra na sekundo. Torej, v prvi sekundi 5 plus 2 je 7 metrov na sekundo, v drugi še 2, 9, potem 11, 13 in 15 metrov na sekundo.
sekundo. Enot nam ni treba pisati, ker jih imamo že na začetku. Če zdaj narišemo graf, piše graf hitrosti v odvisnosti od časa. Prva zapisana je vedno pokončna, torej je tukaj hitrost, zraven enota v oglatih oklepajih. In tukaj je druga, čas v sekundah. Označimo. In vemo, da pride do 15 metrov, zato predlagam takole. 5, 10, 15. Označimo točke, 15. Če narišemo pravilno, morajo vse te točke ležati na isti premici in to je naš graf hitrosti v odvisnosti od časa. Kolikšno hitrost ima po 3 sekundah gibanja? Tukaj imamo že izračunano, 11 metrov na sekundo. Kaj pa po 8 sekundah gibanja? Lahko bi izračunali. Hitrost, sprememba hitrosti, vemo, da je v končna minus v začetna. Hkrati pa vemo, da je sprememba hitrosti a krat t. In je torej to v končna minus v začetna. Zanima nas končna hitrost, zato bomo v začetno prestavili na drugo stran in bo ratal plus v začetna. Torej v končna je potem v začetna plus a krat t in lahko izračunamo. V začetna je v našem primeru bila 5 metrov na sekundo plus a pospešek je 2 metra na kvadratno sekundo, je skupaj 21 metrov na sekundo. Tako. Narisali smo graf in izračunali željeno. Teta Elza jeseni opazuje jabolk, ki padajo z drevesa. S kolikšne višine je padlo jabolko, ki je letelo po zraku 1 sekundo? Rekli smo, da bomo vse obrazce za prosti pad, tudi za prosti pad izpeljali iz osnovnih. S je v začetna krat čas plus at kvadrat polovic. Iz tega dobimo za prosto gibanje. Prosti pad pomeni, da je začetna nič. Namesto s-ja moramo napisati h in namesto a-ja napišemo g. Torej imamo h je gt kvadrat polovic. To ni nov obrazec, je samo izpeljana nekega starega in samo vstavimo. 10 krat 1, 10 deljeno z 2 je 5 metrov. Če bi bil namesto 1 sekunde, recimo čas 4 sekunde, potem bi bila višina 10 metrov na kvadratno sekundo krat 4 sekunde na kvadrat polovic in je to 10 krat 16 polovic, enota bo v metrih in je to 80 metrov. Seveda tako visokih dreves T, kar je pa tudi v končna minus v začetna, da je to a krat T smo izpeljali že prej, ker je pospešek sprememba hitrosti s časom in iz tega potem dobimo sprememba hitrosti je a krat T. Iz tega ven lahko zdaj, ker je v začetna nič, ker je prosti pad, velja, da je v končna enaka a krat T, s tem, da namesto a napišemo g. In je to potem 10 metrov na kvadratno sekundo krat 1 sekunda in bi bilo skupaj 10 metrov na sekundo. Imamo torej eno miško, ki jo je nekdo brcnil z silo 5 newtonov. Ker ne govori o nobenih drugih silah, lahko rečemo, da je rezultanta sil kar 5 newtonov. Vemo, da je masa 10 dekagramov. To ni osnovna enota, zato jo pretvorimo. Če ne gre drugače, si pomagamo s tablico. Deka in potem brez, naprej bi bilo pa deci, centi in tako naprej. Deka je tukaj in ker moram napisati 10 dekagramov, je to tako. 10 dekagramov, vsak stolpiček eno številko.
In to je v kilogramih, dopišem ničlo, 0,1 kilogram. Sedaj napišem drugi Newtonov zakon, Fičo je mali avto. Zopet si lahko vstavim številke, 6 je 3 krat 2. In iz tega dobim, da je pospešek A 6 deljeno s 3, torej A je F deljeno z M. Lahko zopet napišemo kar kot ulomljeno. Sila je 5 newtonov, ulomljeno z 0,1 kilogram je 50, česa metrov na kvadratno sekundo. S kolikšno hitrostjo pade na tla kamen, ki ga spustimo z višine 30 metrov? Katere podatke imamo? Vemo, da je višina 30 metrov. Vemo, da gre za prosti pad in zato je pospešek enak težnemu pospešku, to je 10 metrov na kvadratno sekundo. Zanima nas kolikšno hitrostjo, torej zanima nas končna hitrost. Mi vemo, da je sprememba hitrosti v končna minus v začetna. V primeru prostega pada je v začetna nič, torej je v končna kar sprememba hitrosti. Hkrati pa vemo, da je pospešek sprememba hitrosti s časom, iz česar lahko dobimo, da je sprememba hitrosti, zopet majhne številke, 3, 6, 2, sprememba hitrosti 3 krat 2 je A krat T. In iz tega dobimo, da je končna hitrost A krat T. Torej potrebujemo čas. Čas bomo dobili iz višine. Imamo še en obrazec, S je v začetna krat čas plus AT kvadrat polovic. Za prosti pad vemo, da je začetna nič, namesto A je napišemo G in namesto S je H. In zdaj bomo ta obrazec pretvorili, iz tega obrazca ven izrazili T kvadrat, zato bomo vse skupaj pomnožili z 2, obe strani, se tukaj dvojka pokrajša, dobim 2H je GT kvadrat. Potem pa delim z G, da bom imela na eni strani samo T kvadrat, se tukaj G pokrajša in dobim T kvadrat je 2H ulomljeno z G in iz tega ven T je koren iz 2H ulomljeno z G. V najinem primeru bi to pomenilo 20 krat 30 metrov ulomljeno z 10 metrov na kvadratno sekundo. Potem pa ta čas ustavimo v spremembo hitrosti, oziroma tukaj v končno hitrost, to je 10 metrov na kvadratno sekundo krat 2,5 sekund, to je 25 metrov na sekundo. In to je to. Tako.